hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Program Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju po kreativni poti do znanja je program, ki povezuje. In sicer osredotočanje na 3 fokusne skupine. Najprej so tu študentje, skupina študentov, ki rešujejo problemi iz gospodarstva, ki ga prinašajo podjetja ali pa neki izzivi iz gospodarstva, in pa fakultete, ki so nosilci tega projekta. Iz vseh mentori prihajajo iz 2 različnih sfer, ampak dopolnjujočih sfer. Iz znanstveno-pedagoške sfere prihajajo pedagoški mentori, se pravi iz fakultet različnih, iz gospodarstva oziroma iz podjetij pa prihajajo delovni mentori. Naloge obojih mentorjev so predvsem v tem, da podpirajo študente pri iskanju neke rešitve, so vodniki mladim pri prehodu iz izobraževanja v zaposlitev, odpirajo jim nova znanja, predvsem znanstvenega področja, pa tudi z gospodarskega področja, ter vodijo k implementaciji teh znanj in njihovi uporabnosti pri reševanju teh konkretnih izzivov in rešitev iz gospodarstva. Zdaj, osrednja skupina tukaj so študentje. Študentje imajo v tem projektu priložnost, da razvijajo neka nova znanja, neke nove spretnosti in pa kompetence, ki jih mogoče v času študija nimajo priložnosti, da bi jih razvili. Ker se tukaj srečujejo z delovnimi mentorji, predvsem imajo tukaj stik z gospodarstvom in z realnimi problemi v gospodarstvu. Preko inovativnega dela se lahko tudi študentje predstavijo delodajalcem, ki so njihovi bodoči zaposlovalci tudi. In hkrati mladi skozi ta projekt na fakultetah stopajo po poti neke poklicne socializacije. Zdaj, program po kreativni poti do znanja je bil izvajan že 2-krat. Letos je nov projekt. V letošnjem letu smo s tem projektom naredili eno nadgradnjo, in sicer dodali smo novo aktivnost, to je prenos znanja iz pedagoške sfere v gospodarstvo in obratno. Tukaj je lahko lepa priložnost, da znanja iz akademske sfere prehajajo v podjetja, ko pedagoški mentori v podjetju zaposlenim predstavijo nova znanstvena spoznanja, prav tako pa delovni mentori prenašajo znanja študentom, širši skupini študentov na fakultetah in se tako ta znanja potem aplicirajo naprej. Še nekaj kratke statistike. V letošnjem letu je za tale projekt po kreativni poti do znanja 2016-2017 namenjenih slabih 4 milijone evrov. Na letošnji projekt se je prijavilo 25 vlagateljev in je prijavilo 268 projektnih predlogov. V tem razpisu je bilo izbranih zdaj 213 projektov in kot kaže bo tukaj v letošnjem letu sodelujočih okrog 1500 študentov in pa 300 podjetij oziroma organizacij. V preteklih razpisih je bilo tudi vključeno kar lepo število tako študentov kot delovnih in pedagoških mentorjev. Preko 3000 študentov, izvedenih je bilo preko 450 projektov in sodelovalo je preko 500 mentorjev iz gospodarstva, se pravi delovnih mentorjev in še več pedagoških mentorjev. Zdaj pa vam bo iz prve roke, kako mentorstvo izgleda iz prve roke, povedal dr. Janez Podobnik, ki je sodeloval v prejšnjem projektu po kreativni poti do znanja. Izvolite. Pozdravljeni vsi, jaz prihajam iz laboratorija za robotiko Fakultete za elektrotehniko Ljubljanske univerze. Jaz bom predstavil en projekt razvoja robotskega invalidskega vozička, ki je bil tudi del PKP projektov. Cilj je bil razvit invalidski voziček, pri katerem bomo poiskali inovativne rešitve, uporabljali najsodobnejše tehnologije. Cilj je zgraditi platformo, ki bi bila tako za raziskovalne namene, kot tudi za pedagoške namene, ker smo seveda pedagoška inštitucija, smo si zamislili, da bo ta projekt pravzaprav študentski projekt. To pomeni, da je večino dela
so opravili študentje, cilj je pa seveda obogatiti njihovo znanje, tako da si lahko pridobijo izkušnje, pa tudi vzpostaviti mrežo med študenti in podjetji, pa seveda tudi nami in pa podjetji. Zelo dobra motivacija za študente je bila pa tudi potem sodelovanje s tem vozičkom na tekmovanju Cybatlon. Mi smo delovali približno v vsakem trenutku približno 10 študentov, ki smo jih razdelili v posamezne skupine, ki so razvijali elektroniko, mehaniko, vodenje, skrbeli so tudi za trženje. To pomeni, da so zbirali sredstva, sponzorska sredstva, ker je bilo večino denarja bilo zbranega prek, oziroma tudi materialov zbrano prek sponzorjev. In seveda so skrbeli so tudi za administracijo. Smo si pa mi zamislili ta projekt na isti način, kot si zamislimo evropske pa industrijske projekte. S projektom smo začeli že konec leta 2014, z njim pa v bistvu pravzaprav še vedno nadaljujemo, tako da so študenti imeli priložnost videti, kako pravzaprav se odvija tak projekt. Sam zasnova vozička je v veliki meri definirana tudi z samim poligonom za Cybatlon tekmovanja in recimo najbolj kompleksna ovira so bile stopnice. Začeli smo konec novembra z preprostim modelom, ki so ga razvili študentje seveda, potem smo pa nadaljevali za celotno evolucijo in na tem filmčku vidite v bistvu prvi prototip vozička, ki so ga razvili študentje znotraj PKP projekta. Zadnji, ki ga vidite potem tudi na tej sliki, je pa voziček, s katerim smo potem nadaljevali in seveda so tudi pri njemu sodelovali študentje, je pa v bistvu voziček, s katerim smo tekmovali na Cybatlon tekmovanju. Je v bistvu zelo kompleksen, vsebuje 14 motorjev, ima 15 prostorskih stopenj, vidite tudi, da so na podvozju gosenice, s katerimi je mogoče premagovati stopnice. Kakor sem rekel, so v bistvu za trženje skrbeli študentje, to pomeni, da so oni zbirali sponzorska sredstva, to pomeni od tega, da smo dobili licence za programsko opremo, s katero smo lahko razvijali voziček, tudi da potem seveda pomagali so nam z svetovanjem zbire pogonskih motorjev, dobili smo senzore, potem razvoj oziroma izdelavo mehanskih komponent, pa tudi izbira krmilnikov elektronike, ki nam je dal Bekov, ki je bil tudi potem generalni sponzor. Bistvene kompetence, ki so pa študentje dobili, je pa to, da so videli, kako se pravzaprav razvije en tak visokotehnološki produkt, se pravi tako iz stališča, strokovnega stališča, kot z stališča vodenja projektov. Se pravi, dosegli smo cilje, razvili smo invalidski voziček, ki se je izkazal z odlično vodljivostjo in mogoče premagovanje glavnih arhitektonskih ovir, med njim tudi stopnice. Celoti je sodelovali na tem projektu 30 študentov. Sodelovali smo, oziroma sodelujemo na 2 študentskih PKP projektih, se pravi, eden je v drugi shemi, enega smo dobili zdaj, v katerem bomo seveda nadaljevali z razvojem vozička. Pa še tale film bom pokazal, to je pa sodelovanje na tem študentskem tekmovanju, tole je eden od naših študentov. Cybatlon je relativno novo tekmovanje, ki je v bistvu so neke vrste olimpijske igre, ne samo za atlete, tukaj so atleti v bistvu paraplegiki, gre tudi zelo velik poudarek na samih tehnologijah, se pravi, gre v bistvu za predstavitev teh najsodobnejših tehnologij, ki omogočajo izboljšano mobilnost invalidom. Tukaj vidite naš voziček, različne ovire so bile, ki so te klasične ovire, kot klančine, potem recimo temu bi rekel težek teren, potem nagnjen teren, najbolj zahtevne so bile pa stopnice. Mi smo uspešno premagali vse te ovire in smo tudi osvojili potem tretje tekmovanje. V konkurenci so pa sodelovali ekipe iz Hongkonga, iz Švice, iz Amerike in tudi še iz ostalih evropskih držav, tukaj pa vidite naš voziček, ki premaguje stopnice. Ta voziček lahko premaga tako rekoč kjerkoli stopnice, tam mi smo testirali na približno 30-stopinskem naklonu, gre pa lahko tja do 40 stopinj. Se pravi, dosegli smo 3. mesto,
To je pa v bistvu naša zadnja ekipa, pa sponzorji, ki so sodelovali na tem projektu.